Spoštovane gospe in gospodje, dobro jutro, mislim, da lahko začnemo. Lepo pozdravljeni v imenu Slovensko-nemške gospodarske zbornice in našega članskega podjetja Elementum, ki je danes za vas pripravilo nadvse zanimivo predavanje na temo energija, surovine in logistike jutri. Kot veste, tema zelo zanimiva, tako da dobrodošli. Pred samim pričetkom webinarja pa bi udeležence opozorila, da je dogodek, se pravi webinar, sneman in pa lepo prosim vse udeležence, če lahko izklopite mikrofone, toplo dobrodošli pa ob koncu predavanja tudi z vašimi vprašanji in vključitvijo v diskusijo. Predajam besedo direktorju podjetja Elementum, gospodu Petru Slapšku, tako da gospod Peter, izvolite. Lepo pozdravljeni tudi z naše strani. Upam, da se zdajle prezentacija vidi, samo to, da preverimo. Skratka, ja, zjutraj, ko smo se pogovarjali, smo vsi skupaj ugotovili, da nismo mogli zbrati boljšega časa za ta webinar. Dejansko z, bom rekel, upadom Rusije v Ukrajino se zelo verjetno odprla ena nova Pandorina skrinjica, ki lahko v bistvu eskalira tudi v drugih področjih sveta. V to se zdaj ne bom poglabljal, mogoče bo Boris kot glavni govornik webinarja kaj več o tem povedal. Skratka, v parih dneh so šle ekstremno navzgor tako cene zlata, srebra, surovin, težave z inflacijo, z dobavnimi verigami se bodo po vsej verjetnosti glede na razvoj še poslabšale. Tako da majčkeno, da povem potem, da nam šel čisto temo o podjetju Elementum. Podjetje Elementum se že 15. leto ukvarja z možnostjo dobave plemenitih kovin in surovin v Slovenijo. Je pomembno imeti plemenite kovine v svojem premoženju. Za posameznike smo v bistvu ugotovili že v teh letih, tiskanje denarja, inflacija so glavni razlogi za to. Skratka, zakaj plemenite kovine za fizične osebe je en segment, drug segment, kjer smo pa v bistvu zelo veliko poudarka dali v zadnjih 2 letih, je pa segment dobave strateških surovin podjetjem. Zato smo angažirali tudi gospoda Bogdana Kukovca, ki je projektni menedžer v podjetju Elementum za industrijo. Tako da bi zdaj kar gospodu Kukovcu predal besedo. Najlepša hvala tudi v mojem imenu, pozdrav. Upam, da je danes 23. februar srečen dan za nas vse, da bo šla človeška zgodovina v pravo smer in kot je tudi rekel direktor, sem prišel v hišo pred 3 leti in seveda pač moja naloga kot poslovnega menedžerja, da razvijam podjetje tudi v smislu novih storitev. Nastal je program ACE, Elementum Industry Solutions, kjer želimo od samega začetka z neko dolgoročno vizijo ponuditi, vsaj za na začetku, slovenskemu gospodarstvu pač neko primerno zaščito na področju vhodnih surovin. Kaj več bomo tudi na koncu tudi povedali o tem. Tema je zanimiva, logistika surovine danes, jutri, sovpadajo s časom in tudi nenazadnje z vizijo. Sem pa danes čisto za intermezzo dobil sporočilo strani enega našega kupca, kjer pravi čisto kratko, da NATO od danes naprej je področje surovin spet jodno na novo oziroma je spet drugače. Tako da tema je aktualna, jaz želim članom, se pravi Nemške gospodarske zbornice in pa tudi drugim članom partnerskih članskih zvez, tudi Združenja nabavnikov Slovenije, nenazadnje so pač razpršili to informacijo tudi po drugih delih. En konkreten delovni dan, delovni zajtrk in pa v bistvu tudi informacije, ki jih lahko uporabite pri svojem delu. Hkrati s tem pa tudi smo seveda odprti za eno diskusijo, priložnostno seveda, in pa za vsa odprta vprašanja tudi preko spletnih mest oziroma naših kontaktov. Tako da predajam besedo magistru Borisu Gereviču, ki je tudi v Elementumu strokovni sodelavec, investicijski svetovalec in pa specialist na področju forecastinga.
Izvolj, Boris. Lep pozdrav vsem. Trenutek ne more biti bolj pravi. Upam, da bom pokazal neko svojo standardno formo. S tem mislim na točnost nekih mojih prognoz, kam se bojo gibale posamezne cene. Mi smo na svojih spletnih straneh sicer navedli 35 elementov iz periodnega sistema elementov, kjer se lahko najdemo v poslovnem smislu. Danes ne bojo tekle te debate so vedno ena na ena, vsaka stranka ima svoje potrebe in svoje poslovne tajne in to se pogovarjamo torej čisto ločeno. Če torej danes poudarim, v čem pa je štos in smisel torej predavanja, če se konkretno ne bomo dotaknili posameznih firm, potem bom rekel, da mi na teh mojih izvajanjih v prvi vrsti odmikamo pravljice Hans Christian Andersena. To je uradne neke kvazi bajke, zakaj se nekaj dogaja na svetu energentov, zakaj se v svetu surovin nekaj dogaja. Več ali manj so to larifari zgodbice in jaz potem prinesem tisto pravo verzijo, ki če drugo ne jo potrdi čas. To je bistvenega pomena in zaradi tega so vse moje mednarodno posnete prognoze praktično točne in od tu moj rating. Iz tega, ker torej iščem pravi razlog pojava, ne tisto, kar so mediji povedali, temveč tisto ono v celofanu, kar stoji zadaj. In v teh naših izvajanjih bom torej tudi danes govoril o tem, kar stoji zadaj. In dajo neke prognoze, kako dolgo neki kaos lahko traja. To je ena zadeva, potem pa bomo šli po področjih. Torej, jaz sem razdelil današnje segmente pod nafta, plin, potem redke zemlje, potem pa neke ključne surovinske postavke, kot je aluminij, baker, zlato, srebro, paladij, nikelj, tako naprej. In za vsako zadevo bomo povedali, kakšna je moja prognoza za gibanje cen v prihodnje. Da bi enostavno razumeli, kaj v principu se dogaja, bom rekel, da je v teku zadnji veliki rop planeta Zemlja. To je enostavno, da tako rečem, povzeto po knjigi Ming Qui Lia, to je en kitajski študent, ki je enostavno sodeloval v študentskih nemirih, pol je menjal svojo politično ploščo in napisal leta 2007 eno knjigo Vzpon Kitajske in propad zahodnega kapitalističnega sveta. Knjiga je dokaj nezanimiva, ker je socialna anamneza kitajske družbe, ampak proti koncu je v knjigi ena tabela, kjer nazorno prikazuje, kako dolgo ob takratni uporabi letni nas Zemlja kot planet še lahko služi z vsemi temi elementi, ki jih mi potrebujemo za proizvodnjo. Mi pravimo energenti in surovine. In tam je imel recimo izračunano, da je zlata še samo za 23 let. Če torej rečem, da je knjiga bila pisana 2007 in da je zdaj že od teh 23 let praktično minilo 15 let, bi po tistem izračunu torej to pomenilo, da bo se zlato v tej zemlji lahko kopalo še samo 8 let. Zdaj bom rekel, da so žal njegovi izračuni popolnoma napačni in verjetno bom v prihodnje naredil en članek, da revidiram kompletne izračune. Človek kar ne more verjeti, da v teh izračunih je uporabljena trenutna količina izkopa iz zemlje, tista, ki je takrat veljala, ko je on delal te tabele, kar pomeni, da se takrat zlata nakopalo okrog 2000 do 2200 ton recimo na leto, danes je to 3200 ton ali več na leto. In realno gledano hočem povedati, ne samo za zlato, velja skoraj za vse. V teku je poskus povečanja produkcije skoraj vsega, en totalni rop planeta Zemlja, kdor lahko poveča produkcijo, jo povečuje. Zakaj? Zato, ker je sedanji nivo visokih cen seveda zelo mamljiv, da bi enostavno
pri tem mamljivem nivoju vsi radi maksimizirali svoj profit, zato močno izkopavajo zemlje, vendar sledi opustošenje. In to opustošenje bo še v tem desetletju, govorim do leta 2030, do leta 2030 bo zmanjkalo v zemlji okrog 60 elementov iz periodnega sistema elementov. Tu ven potem je jasen strahovit boj za surovine, sploh tiste, ki bojo zmanjkale. Naprej se ve, kaj bo zmanjkalo, ključne zadeve kot kobalta, nikla, litija, kar se sedaj v elektroindustriji rabi, bakra in tak naprej. Na to je še posebej poudarek in pretep je ogromen za te surovine. Potem bomo danes govorili o uradnih spletnih strani Kremlja, ker dogodki v Ukrajini dobijo pravo sliko šele, kdor je za tiste, ki dobro prečesate uradne spletne strani Kremlja. Potem pa želim povedati tudi, na kar bom zdaj prešel, kako slab gospodar je Evropa, ne. Nam se skozi nekaj kaos zgodi, ne. Ampak jaz pravim, da celo vrsto alternativ v energetskih rešitvah bi si Evropa lahko pravi čas poiskala, pa si jih na žalost ni poiskala, ne. In če štartam s to ladjo, ki jo imamo tukaj na sliki, potem moram povedati, da Nemčija pravzaprav nima pristanišč, kjer bi mi lahko to normalno istovarili. Se pravi, to ni možno istovariti v Hamburgu, ne. In enostavno vsako sprememba prekladanja tega plina ogromno stane, se zato je potem tudi tako drag in je bistveno dražji od variante, če nam nekdo lahko zemeljski plin pošlje direktno po plinovodu. Da bi mi zdaj sploh videli, v čem je razlika med posameznimi plini, je potrebno, samo malo tu slajd ne gre naprej. Imam tu eno tabelo, ki je stara teden dni. Še pred tednom dni je nafta, kot vidite, bila cena 90, zdaj je že preko 100 ta nafta Brent stane. Ampak mi smo trenutno pri plinih in jaz želim pojasniti razlike med spodaj, kar piše UK gas, TTF gas in pa natural gas. Ena cena z New Yorka, to je natural gas, to je v MMBTU-jih. Ta TTF gas je rotterdamska cena na megavatno uro. Ta je pa v termsih. Se pravi, zdaj jaz v principu rabim sploh generalno gledano v svetu en skupni imenovalec in potem sem to vse skupaj zlagal na megavatno uro. Da bi mi v okviru teh izračunov potem ugotovili sledeče. Ta TTF gas je danes, pred tednom dni v dolarjih veljal $92. V Londonu je bil nekaj cenejši in je na megavatno uro stal $89. No, v Ameriki je bila pa zadeva bistveno cenejša in to kar 7-kratno cenejša. Ta ameriška cena se preračuna enostavno tudi na megavatno uro skozi dejstvo, da MMBTU njihov je dobrih 28 kubičnih metrov plina, za eno megavatno uro pa rabimo ekvivalent dobrih 94 kubičnih metrov plina. Ampak hočem to povedati, če zdaj v skupnem imenovalcu merjeno vse na megavatno uro, potegnemo vse skupaj pod črto, ugotovimo to tragično evropsko sliko, ki je nič drugega kot dejstvo, da je naš plin 8-kratno ali večkratno dražji od tega v ZDA. Da pa dam še eno ilustracijo, gospodinjstva v Moskvi plačujejo, ne govorim veletrgovski ceni, govorim to, kaj plačuje gospodinjstvo v Moskvi, samo $6 za megavatno uro, ne.
Evropska cena, sem pa rekel, je bila še pred tednom dni 92. Zdaj so se te cene z zadnjimi dogodki v zadnjem tednu dni še povečale za 15 do 20%. Ne? Ruska cena za rusko gospodinjstvo je še vedno $6. V bistvu torej prihajamo na varianto, da je v Evropi plin dražji 20-kratno za gospodinjstva v primerjavi z Rusijo, to je žalost, ne. Če se malo vrnem, en od razlogov, zakaj je temu tako, je, da nimamo dobrih skladišč za to. Naslednja stvar je, da enostavno tile niso zainteresirani kot glavni prevozniki za prevažanje plina, ker imajo dovolj biznisa s kontejnerji. Zdaj bom pa povedal še naslednji evropski problem, zaradi česar trpimo. Norwegian Petroleum, to je ena spletna stran, ki jo zelo svetujem. Skratka, vse, kar bi lahko danes potrošil 1 uro, je na tej spletni strani. Tu so gotove tržne analize, praktično ni da ni, vse, kaj rabite, od ponudbe, povpraševanja, skratka, Norveška je energetski kralj Evrope. Ampak jaz sem zdaj zbral to stran in enostavno bom dal tudi link, ki ga bo kasneje možno najti, ali pri AKH-ju kot soorganizatorju in pa na naših spletnih straneh, da enostavno pokažem, kako si Nemčija ni, poudarjam, ni naredila alternativnih bypassov. Sicer v globalnem smislu Norveška oskrbuje svet samo 3% vseh količin, vendar Norveška oskrbuje 20 do 25% vsega, kar potrebuje Evropa. In zdaj šok. V strukturi norveške prodaje je pri nafti Nemčija samo 4% kot kupec, pri plinu pa polovico manj. Se pravi, od vsega plina, kaj Norvežani prodajo, Nemčija kupi samo 2%. To je tisti šok, ki je res šok in enostavno vse, kar sem do zdaj povedal, kaže na eno totalno energetsko nepripravljenost Nemčije, ki se sicer nas ne bi tikala, če se nas ne bi resno tikala, ker tu gre za ve se kakšnega partnera Slovenije. Tu gre za ogromne biznise, ki jih Slovenija dela z Nemčijo in vice versa, in če Nemčija kihne, to seveda ni v našem interesu. Ta energetska kriza za Slovenijo v direktnem smislu ni tako tragična in nevarna, kot je v tem indirektnem smislu, da bomo porcijo dobili preko slabljenja gospodarske pozicije Nemčije. Ta pozicija pa se lahko, bi rekel, poslabša iz večjih razlogov. Dejansko vidimo, da Nemčija ima tudi neprimerno energetsko strukturo v tem trenutku. Oni imajo še vedno določene termoelektrarne, ugasnili so nuklearne elektrarne. Vse je to, bom rekel, ena napaka. 3 leta nazaj imate članek Der Spiegel, kjer jasno nakazuje, koliko so v vetrnih elektrarnah praktično res poslali v veter 160 milijard evrov. Se pravi, neke stvari v energetiki v Nemčiji enostavno ne špilajo in to bo imelo katastrofalne posledice, še toliko bolj, ker ta država, ki lifra Nemčiji preko 40% vseh energentov, to je Rusija, očitno postaja eno sobojno polje in z nepredvidljivimi posledicami. Kar se tiče Norveške, ima Norveška tudi en fenomenalni privilegij. To je ena tabela, ki sem jo pripravil v smislu, koliko smo mi na slabšem v trgovini z Norveško v teh 15 letih, odkar imamo evro. Človek bi normalno pričakoval, da
energetska velesila bo imela močno valuto in da to močno gospodarstvo že. Samo njihova centralna banka vodi to politiko strahovito bogate Norveške. Se pravi, cela Evropa bo jedla njihov losos in cela Evropa z lahkoto kupuje te energente po kakršnih koli cenah, kajti naša valuta je ojačala v 15 letih v primerjavi z norveško krono za več kot 22%. Tu hočem povedati, da je to eden od zunanjih izkazov slabosti EU-ja, totalni valutni kaos. Nekatere države praktično dobesedno krasno uživajo v slabih vrednostih svojih valut in z lahkoto realizirajo svoj izvoz. Logistika jutri je lahko po moje le medplanetarna logistika. Človeštvo zaostaja za več kot 100 let, mi bi danes morali biti že v fazi, da z drugih planetov dostavljamo na Zemljo manjkajoče surovine. Žal vemo, da smo še najmanj 100 let od tega, to je trenutno 1000-krat prepočasi, teče 10 000-krat predrago in tak naprej. In zaenkrat tega niti slučajno zgleda v naših življenjih, v času naših življenj še ni na vidiku. Je pa smiselno iskati genije že v mlajši generaciji, ki znajo rešiti ta problem in enostavno že danes v strateškem razmišljanju uvesti dobesedno predmet naše ekonomske fakultete, medplanetarna logistika. Kaj ima to Mars, kaj imajo drugi planeti, kaj mi življenjsko rabimo, ampak Zemlji bo tega zmanjkalo. Rekel sem, še v tem desetletju bo zmanjkalo, še v tem desetletju. Tile prevozniki, kjer sem jih po rejtingu dal nekje, glede na število kontejnerov in to v oklepajih so ladje, se bojo soočili v tem desetletju tudi z enimi povsem novimi izzivi, o čemer bom govoril malo kasneje. Ta rejting tu niti več ni točen. Se pravi, največji ladijski prevoznik je danes ta, ki je pod točko 2 in tudi ni Švice, tako tu piše, sedež MSC, multinacionalke je v Genovi v Italiji. In ta je trenutno daleč največji ladijski prevoznik, ker je kupil par logistov tudi v Afriki. Hočem to povedati, da je zanimivo, da Kitajci, ki imajo največ robe za prevažati po morju, imajo šele tretjega največjega ladijskega prevoznika. Ampak da ne duljim, bom se jaz vrnil na to ekipo, kasneje ta ekipa, ki je tu pokazana, sedaj vleče enormne ekstra profite. Mi dobro vemo zakaj in da so nekatere cene bile 3 leta nazaj za ladijske prevoze tudi 10-krat manjše, kot so danes. Sicer pojmovanje logistike in pojmovanje distribucije, marsikdo razume narobe in pravi, pa kje ti imaš tu Amazon? Ne, Amazon ti v svoji realizaciji, ki jo dosega, ima tudi vrednost tiste knjige, ki ti jo je poslal. Tu pa govorimo čisto o distribucijskih storitvah in United Parcel je v distribucijskih storitvah tista zadeva, ki vodi, pol je tu FedEx in pa Deutsche Post, ne, so to praktično 3 največji v realizaciji, ko govorimo o čisti distribuciji. Tudi ti vlečejo enormne profite. Ta skupina tudi vleče enormne profite. Vsi, ki prodajajo zdaj to nafto, vlečejo enormne profite. Norvežani kot država se bogatijo abnormalno. Zapomnite si to naslovnico, izpod te je ena cela tržna analiza, najnovejše trendi v zvezi s tem. Jaz imam seveda osebne izkušnje z to grupacijo, ker je Hydroaluminium bil samo ena veja od cele grupacije. Znači, oni imajo petrolejum, svoja grupacija plin, svoja grupacija nafta, svoja grupacija in Norsk Hydro je potem spet svoja grupacija. In oni optimirajo funkcioniranje cele te svoje hobotnice na različne načine, ne.
Kadar bi bil plin zelo poceni, oni lahko svojo aluminijsko proizvodnjo ženejo tudi z elektriko, ki so jo naredili iz plina. Zdaj bi to bil samomor, če se kdaj to ne splača, pol je to zdaj. Se pravi, oni zdaj ženejo svojo aluminijsko industrijo z hydropower, z celotno svojo divizijo hidroelektrarn, ki so omrežene. Bilo je leto dni nazaj, ko smo mi štartali z webinarji na Hrvaškem. Mi imamo torej tudi spodaj firmo in spletna stran je www.elementum.hr. In v gornji vrstici najdete tam webinarji. In moj prvi webinar je torej z februara preteklega leta, kjer je zraven narisana ena naftna ploščad. In takrat sem jaz dal že takrat pred letom dni prognozo, da če građani SAD-ja odmah osjetiti politiku Bidena na benzinskim crpkama. Se pravi, povedal sem tako jasno, da samo vprašanje časa, kdaj bo ta sektor eksplodiral in da enostavno ga ni možno pozabiti, zanemariti in tako naprej. No, pol pa me naš vodja filijale iz Hrvaške samo 5 tednom za tem mojim predavanjem kliče in mi kaže neke slike iz ameriških bencinskih črpalk. Se pravi, gre za vnaprejšnjo napoved. Kdor ima čas, lahko si pogleda vse te webinarje na naši hrvaški strani. Med drugim ta zadnja 2 webinara v lanskem letu bila moje izredno opozorilo vsem vlagateljem, da je 5 preko 12 za nakup plemenitih kovin in da naj investirajo v plemenite kovine vsa prosta sredstva, govorim, vsa prosta sredstva, te zadeve so posnete. Mi zdaj v zadnjih tednih smo priča tem enormnim rastem, tudi pri srebru, tudi pri zlatu in tako naprej. Problem, en temeljnih problemov, ki ga ima svet, je zgrešena Bidenova zelena ali lažno zelena politika. Prvič, ta politika nikdar ni bila posebej ambiciozna, ker če v 13 letih, kot prikazuje ta slika, nekdo solar povečuje delež iz 2% v energetski strukturi na 7% in zato potrebuje 13 let, potem to ravno ni neki ambiciozni plan, to moram povedati, ne? Opozoril bi tudi na film Temna plat zelenih tehnologij, ki je še vedno v arhivu TV Slovenija in tudi v arhivu HRT-ja. Bom rekel, da je tam jasno pokazano, kje so grehi kvazi zelene revolucije, ne? Pa je, da dobim slušanje. Halo? Ja. Vedeti smo morali, če se lotevamo zelene revolucije, kaj to pomeni? Objektivno gledano, lahko imaš zelen avtobus, popolnoma zelen avtobus, ampak on pol rabi 369 kg bakra. V nekih ostalih variantah je ta poraba bakra seveda manjša. Vendar, če se hočeš šiti takega koncepta, izključno električnega pristopa, potem to pomeni pri vsakem avtobusu 369 kg bakra. Vsi ti izračuni, ki so jih ljudje delali, preden se je krenilo v tako zvano zeleno revolucijo, so močno napačni. Če boste danes šli, na primer, gledati porabo litija prognozirano, je vse, kar je nekdo govoril, da se bo ta poraba povečala za manj kot 60-krat, čista laž. In iluzija. Mi v konceptu baterij za to industrijo praktično pri litiju nimamo izhodnega substituta. Jaz lahko kombiniram litij z niklom, pa imam eno vrsto baterije. Pa to potem imam nikla premalo, pa vržem noter kobalt. Vse je to možno, ampak v vseh primerih rabim ta litij. In
Med drugim sem postavil kdaj vprašanje društvu, če večina kitajskega prebivalstva in večina indijskega prebivalstva se odloči, da ne bodo več gonili biciklov, ampak bodo imeli kolesa na eno manjšo baterijo. In če je njih 3 milijarde in od teh 3 milijardov ljudi v teh dveh državah 2 milijardi se odloči, da se bo vozilo v službo s takim kolesom. Potem nam manjka 2 milijardi manjših teh baterij, pa moramo vedeti potem, koliko litija rabimo in da zadeva niti slučajno izračunsko ne gre skozi in da ene zadeve bojo zelo hitro, po domače povedano, zmanjkale. Zemlja enostavno nima, poudarjam, nima tega, da bi po tistem, kar je gospod Biden od agencije Moody's dobil 4 kot oceno svojega ekonomskega plana, da bi se to realiziralo. Sploh ni šans. Naš sistem v Sloveniji je eden boljših v sami strukturi. Če bi lahko jaz danes zamenjal, potem bi tu na produkcijski strani namesto teh 3 termoelektrarn imel 3 geotermalne elektrarne. Žal se ta postopek v bližini Lendave komaj začenja in bomo rabili še bojim se 10 let, da bo to zaživelo. Koncept gospoda Goloba, kjer on govori praktično o vsaki sončni elektrarni na vsako streho, je po moji oceni napačen. Mi tu vidimo da pravzaprav takih zadev, kjer mi 2 panela že proglašamo za sončno elektrarno, je skoraj 12.000 v Sloveniji, ampak teh 12.000 sončnih elektrarn ne predstavlja niti 300 megavatov moči. To ilustrativno jedrska elektrarna je 727 megavatov. To prvič kot prvič nikam ne pridemo na ta način. Drugič kot drugič, nekdo je lepo rekel, kaj bomo delali, ko ni sonca. Tretjič kot tretjič, to treba čistiti prah dol. Četrtič kot četrtič, omrežnine niso pravilno zaračunane in se na nivoju cele Slovenije v bistvu solidarizirajo. Mi imamo okrog 80% teh sončnih elektrarn v neurbanih središčih. Pol se pa tu postavlja vprašanje priklopa na omrežje. Kaj so to konektori, transformatorji, mreža, pravilni priklop? Kaj so to eventualne potrebe po uravnavanju količin in uravnavanju napetosti? Se pravi, imamo v Sloveniji tudi eno fenomenalno firmo NGen, v katero je vložil Bitcoin milijonar gospod Merlak svoj kapital, ta firma tu na Gorenjskem. Ena od velike prednosti te firme je, da imam baterije, ki uravnavajo napetost in ima tudi trgovalne platforme za trgovanje z elektriko. Se pravi, to so zelo pomembne zadeve, in kadar govorimo o teh mini variantah, se morda splačajo izdelovalcu teh sončnih panelov, morda se splačajo tudi tistemu, ki si je to na streho postavil. Za nacionalno gospodarstvo pa bi jaz rekel, da to ni neki izračun. Toliko ta trenutek. Pogrešam tudi mogoče dejstvo, da v prvi Jugoslaviji je Slovenija imela 109 privatnih manjših zasebnih hidroelektrarn, zdaj vidimo jih ni. Mislim, da jih je danes 7 samo od tistih 109, ki so še v prvi Jugoslaviji stale. Očitno pa so takrat odigrale dobro vlogo in smo imeli dobre rezultate v energetiki. Naslednja tabela v bistvu izkazuje vso tragedijo Bidenovega zgrešenega plana. To je največja kataklizma v svetovni zgodovini, kak je nekdo naplahtal celi svet. Glejte Solar Energy Index v tej tabeli, year on year. Milijarde so počeli notri v solarno industrijo, da bi zdaj meni ta industrija cmoknila za 37%. To je kataklizma. In pri vetru ni kaj dosti boljše, tu je pad minus 20%. Jaz enostavno nimam komentarja, ker mislim, da je nepotreben. Ne moreš ti metati milijarde nekaj, kar grmi grozno navzdol, da bi stvar bila še hujša.
če bi vzeli zadevo še malo nazaj, takrat čisto od začetka prejšnjega leta, potem bi ta stvar, ko tu piše minus 37% na solaru, zdaj bila že preko 45% minusa. Naslednja zadeva so pa ta dovoljenja tu, evo carbon permits. To se draži ko žafran. Med drugim tudi zaradi tega, ker enostavno obstajajo klienti, ki jim ni mar, koliko plačajo za to. Veste, dokler jeklarne prodajajo vojni industriji in je dovolj, da šef jeklarne pokliče odjemalca in reče, malo vražje bo, ker smo morali malo več plačati za ta CO2 dovoljenja in oni pa samo zamahne z roko. In dokler je za vojsko denar zastonj, se to odvija tako, kot se odvija. To je kazen res za tiste, ki to bi moral plačati svojega žepa. Sicer pa ta vrednost očitno zelo krasno raste, ker enostavno marsikoga niti ne moti, da je to tako drago, kot je. In se rajši maže in se to dalje plačuje, kot da rešimo problem v smeri čistoče. Svet se je v zadnjih 20 letih grozno umazal, k temu je grozno močno prispevala Kitajska. 19 let nazaj, če rečem, je bila proizvodnja jekla to, kar je tu vijolične barve, danes je to, kar je tu temno-modre barve. Pri cementu, ki tudi je grozen onesnaževalec, se vidi prav tako enormni porast produkcije. O aluminiju, da ne govorimo, pa tudi o cinku. In dejansko moram reči, da Kitajska predstavlja več kot 27% vsega onesnaženja. Zdaj pa Glasgow gor, pa Glasgow dol, tudi če bi Rusija in Kitajska normalno prišli v Glasgow na podnebno konferenco oziroma urejanje klimatskih razmer, to niso pravi naslovi. Dokler se samo civilna sfera ukvarja s tem, ne bomo dosegli ničesar, ker jaz trdim, da 4 vojske, ZDA, Indija, Kitajska in Rusija, samo te 4 armije zamažejo ta svet bolj kot vseh nas ostalih 8 milijard civilistov. In dokler mi brez vojne industrije razpravljamo o bodočnosti tega planeta, je diskusija več ali manj, bom rekel, nesmiselna. In tudi ne bo rodila nobenih rezultatov, ker nima kaj roditi. Dejansko mi ne vidimo te enormne potrošnje. Če bi nekdo danes samo preden se resno začela neka vojna operacija izračunal, koliko Rusijo stane pogon 150.000 vojakov, bi videl, da so stvari problematične tudi finančno. Še ena packa od zelenega plana in zakaj zeleni plan samo draži našo produkcijo, dela inflacijo, efektov pa ne rojeva. Pa očitno ne bomo nehali jesti govedine, realnost je pa takšna, kot tu piše, da dejansko se gromozansko investiralo v 20 največjih farm, tu piše celo 478 milijard dolarjev. Dejansko pa vzreja živine pomeni 14,5% vseh svetovnih emisij ogljikovega dioksida. Ampak če bi jaz prišel danes do enega mojega kmeta, ki na veliko goji govedino, pa bi mu rekel, če ve, kaj so to emisijski kuponi in kdaj je na zadnje kupil katerega, bi me debelo gledal, pa se v tem je ravno problem. Ne moramo mi špilati finoče, avte bomo naredili električne, ne vem kaj še vse, govedino bomo dalje gojili, mislim, ne gre, nekonsistentne so te stvari, ne grejo skupaj. Zdaj pridemo pa do resnice, kdo je pravzaprav izvor inflacije. Jaz moram povedati, da na moji firmi smo skozi desetletja govorili o Fedu, ameriški centralni banki, o tem čezmernem
printanju denarja, o tem brezglavem printanju novega denarja, brez pokritja in tako naprej. Ampak tukaj zdaj postavljam seveda tezo, da dodatno želim povedati, kdo ta denar dobi. Ne? In v čem je problem tega sveta? In epicenter tega sveta je, da ta svet popolnoma militarističen. Ne? Mi smo morda do te zadnje ukrajinske zgodbe dajali na to vse skupaj bistveno premalo pozornosti, ne? Sem pa to malo vrednostno prikazal s tem grafom tukaj. Ne? 2. decembra sem jaz na Wikipediji pobral količine, koliko je svetovna produkcija urana, nikla, kobalta, tako naprej. Kjer to ni bilo v tonah, sem preračunal v tone. Kjer cena ni bila v dolarjih na tono, sem to preračunal v dolarjih na tono po portalu Trading Economics 2. decembra lani. In ugotovili smo, da, pazite, cela svetovna proizvodnja urana, nikla, kobalta, bakra, aluminija, srebra, zlata, platine, paladija in litija, vse skupaj je manjše, kot so letni izdatki za samo eno vojsko. To je ZDA. Niti še ne govorim o armiji Indije, Kitajske, Rusije, govorim samo ZDA. Če bi danes aktualiziral ta isti graf, ki ga tukaj gledamo, potem bi stvar bila še hujša. Ta levi del, ki je tu kot rdeče ameriški obrambni proračun, bi bil že več kot polovico, tukaj pokazan kot polovica. Namreč, Trump je vodil politiko tega vojaškega proračuna na nivoju približno 650 milijard dolarjev na leto. V obdobju Bidena je pa prvi proračun na letnem nivoju 758 milijard dolarjev na leto. Ti elementi tukaj, ne, so se pa nekaj povečale proizvodnje, nekaj malega so cene padle, nekatere cene so še porasle in ta slika bi v končni fazi bila zelo podobna, kot je bila 3 mesece nazaj, če bi jo na današnji dan šel aktualizirati. Vendar je absurden. V bistvu pokaže, ne, kaj bi se pa zgodilo, če eno leto mi ameriški vojski sploh ne bi dali denarja in bi Amerika kot država pokupila namesto vlaganja v svojo vojsko, kar direktno vse te elemente tu v levi koloni, vse količine bi pokupila in enostavno potem bi pa te cene dobesedno poletele v nebo. Mi smo na spletni strani Elementum Industry Solutions pripravljen cel članek o tem, kjer so te relacije detaljno razložene. In torej ni pravljic več o tem, da se cene dvigujejo zaradi korone, zaradi nekih logističnih zamaškov, ko bomo kasneje videli, da ni res. Cena se dviguje, ker je permanentno, trajno, močno, prednostno povpraševanje strani vojne industrije in strani tudi vesoljske industrije, ki je v strahovitem zamahu, vendar le delno v nekem turističnem smislu, kaj dela Elon Musk. Dejansko je pa skoraj vsa vesoljska industrija prav tako v funkciji vojni. Žal. Ne? Tukaj je pa potem vojna industrija in vesoljska industrija sta pa tisti, ki naročata te elemente in za njih mora biti seveda takoj. Tudi kadar v Tajvanu govorimo o polprevodnikih, pa izmanjka na evropskem trgu, treba nekaj vedeti. Še preden je preletela neka produkcijska serija ven, ona je rezervirana za ameriško vojsko. Ne. Tam ni mrdanja. Ne. Tisto, kaj prve dneve prileti ven z produkcije, praktično že vnaprej rezervirano za vojsko. Ne. Rezultat tega, kar sem zdaj povedal, je, da večina teh elementov na letnem nivoju, to vidimo tu v predzadnji koloni, seveda cene izredno močno rastejo. Potem priješ do absurda, da težko gnati v Evropi aluminijsko industrijo, ker ti sicer aluminij zraste 50% neke vhodne komponente, kot pa recimo magnezij, pa se podraži za 171%. Ne. Tako da ni rečeno, da sam dvig tvoje surovine že pomeni, da ti lahko na veliko proizvajaš. Ne.
Vprašanje je, ali se tvoj input morda draži še bistveno hitrejši dinamiki, kot se tvoj končni proizvod. Potem si prišel v ene škarje, kjer praktično skoraj da ni izhoda, ne. In tu smo zdaj, kjer imam jaz teden dni staro ceno, recimo za zlato 1891. Danes, nazadnje, ko sem jaz to gledal pol ure nazaj, je to bilo 1940, zdaj je to 1943 stane unča zlata. Srebro je po dobrih $25 za unčo. V trenutkih, ko sem jaz opozarjal vso širno prebivalstvo sosednje države, naj plane po plemenitih kovinah, je pa cena zlata bila 1785 $. To še bilo krajem prejšnjega leta, ne. Se pravi, iz 1785 smo mi v dobrih 2 mesecih prišli na 1943 pri zlatu, ne. Samo ilustracije radi. Ta tabela je koristna tudi zaradi nečesa, da vidimo, kdo je rekorder v porastu cene. Vidimo, da je bil pred tednom dni year on year za leti 514%, ne. Jaz moram reči, ne, da je to trenutno približno 570%, to vem na pamet, to raste strahovito in je potrebno vedeti, da dokler ti liti v strukturi končnega proizvoda predstavlja 2%, tako dolgo boš še plačeval vedno dražji liti, vendar se tudi ta zgodba nekje zaključi in ko bo 20-krat dražji, potem verjetno pridemo do tega, da bo tudi tista proizvodnja stopirana. Ljudje, ki imajo ogromno denarja, seveda vlagajo v rudnike. Ta tabela tukaj ni zaradi samega Peruja, ki je eno od epicentrov poleg Mehike, za kopanje mnogih elementov, se pravi, razni rudniki so tam. Ampak mi enostavno v svoji branši, in kar svetujemo tudi vam, imamo nekega džokera, nekega, bi rekel, Luko Dončića v košarki ali Tadeja Pogačara, Primoža Rogliča v biciklizmu, neko svojo severnico zvezdo, po kateri mi sklepamo, kam se trg nagiba. To je Glencore. To je ta firma tu spodaj, Glencore napisano, ki je tu napisana celo 2-krat. Se pravi, v Peruju investirajo $481 milijonov plus $264 milijonov. Seveda se mi z njimi ne primerjamo, ker reda radi, da rečem, Glencore je nekaj, kar dela 30 milijard, Elementum pa nekaj, kar dela letno 200 milijonov. Govorimo o celi naši grupaciji v vseh 6 državah. Skupno 200 milijonov letos, morda malo več, ker je dobro biznis krenil. To je pa multinacionalka, ki bo letos žgala prometa približno 30 milijard, se pravi, smo v razredu 1:150. Vendar mi opažamo, da so njegove prognoze, njegovi menadžerske poteze Glencora v zadnjih letih še posebej izredno pravilne. Pa torej, ko Glencore proda rudnik cinka v Boliviji, jaz rečem, da nima smisla cinka kupovati in tako se pol tudi pokaže. Investira pa Glencore veliko v srebro in v baker in je na teh 2 pozicijah že dosegel na svetovnem nivoju pozicijo, kjer si že deli drugo mesto. Tako pri srebru kot pri bakru. In sila nevarni je pri kobaltu, ker so vsi rudniki največji v Demokratični republiki Kongo v njegovi lasti. In Glencore v celem svetu sam drži 67% delež pri kobaltu. To pomeni, da bo monopolno vrel ceno, eventualno bo zamenjeval kobalt za kakšne druge strateške surovine. In do kobalta se bo strahovito težko prišlo brez Glencorja. Kot že rečeno, analizirati zadevo, pa enkrat na teden, če drugo ne, v Googlovo vrstico vtipkati Glencore, pa da vidite, kaj vam je vse ven vrglo, toplo priporočam. Tu se splača ravnati po, bi rekel, nekom, ki ima, bom rekel,
svoj centralni menadžment v Švici sila inteligenten, rečemo temu tako. Težko se je znajti v primežu multinacionalk, to, da bi vi lahko dobili posel, kadar konkurirate Glencoreu in kadar konkurirate recimo Norsk Hydru, je skoraj pa misija nemogoče. Ne samo zaradi nižjih cen, kjer so oni to z druge strani sveta v stanju pripeljati. Mimogrede, tudi naša skupina je marsikaj v stanju pripeljati z druge strani sveta, in to smo v zadnjem času tudi dokazali. In seveda vas lahko servisiramo, ker vas Glencore ne bo, ker Glencore čim čuje, da gre za nek posel pod 100 milijonov, ne čuje dobro. Se pravi, to ni neka multinacionalka, ki bi jo lahko jutri spustil v slovensko gospodarstvo, ker ne moramo delati. Preveliki je. Gremo naprej. To je slika, ki prikazuje, kako je padala produkcija urana po kvartalih ZDA. ZDA so pa seveda še vedno prisotni, ogromen potrošnik, pa ne samo zaradi nukleark v civilni sferi, ampak ravno zaradi te militaristične koncepcije, o čemer sem govoril prej. In ker nimajo lastne produkcije, kupovali pa bojo enormno, predvidevam, da bo se cena urana tudi v prihodnje dvigovala, sicer ne močno, vendar recimo po stopni 15 do cirka 20% letno. Potem gremo na železovo rudo, kjer vidimo, da enormno raste produkcija v Avstraliji, vendar v zadnjem letu so tudi pri kengurujih, rečemo temu, malo padli. To ni tisoče ton. To je neverjetno, kakšen rob zemlje je to. To je 900 milijonov ton železove rude se to izkoplje. Boga zemlja, bogi planet, nimam drugo kaj za reči. Kdor lahko povečuje produkcijo, cena je rasla, jaz predvidevam, da bo se cena stabilizirala tu zdaj, kje je, eventualno rast do 15 do 20%, več prostora ne vidim, in ta rast je ponovno pogojena izključno samo z vojnimi tenzijami v svetu. Se pravi, ta prirast, koliko bo se dodatno proizvedlo železove rude in kasneje jekla iz tega, je ritem, ki ga diktira vojna industrija. Redke zemlje, edini, ki je uspel dvigniti produkcijo, tisti, ki že tak ali tak ima skoraj monopol na tem področju, to so Kitajci. Torej od leta 20 do leta 21, 140 tisoč ton na 168 tisoč ton. Vsi ostali imajo približno konstantno produkcijo, če ravno dobile so te redke zemlje v zadnjem času močno na cene in bi marsikdo želel povečati produkcijo. Ampak jaz sem v štartu povedal, limitiranje planet Zemlja ni več robe in tudi Kitajci bojo težko dvignili obseg nad 168 tisoč. Rast cen predvidevam, da bo samo še letos. Potem se bo pa svet drugo leto zamenjal, ker se bo moralo odstopiti od lažnega Bidenovega zelenega plana, kompletnega koncepta elektrorevolucije, ki je zgrešen, in takrat bojo tudi te redke zemlje imele bistveno manjšo vlogo. Se pravi, tisto, kar svet dela, je ogromno na vodiku, na Japonskem, v Izraelu. Švicarska vlada z avtomobilskim koncernom Hyundai ima ogromne pogodbe na razvoj vodika. Tu se ogromno se dela na grafen aluminijskih baterijah v Indiji, kjer boš prišel na črpalko, pa vržeš svojo baterijo z avta, pa novo baterijo daš notri in se pelješ dalje. Ni polnjenja. Ti prazno za polno menjuješ na črpalki. Solucije so številne, kjer se že intenzivno dela, tako da ta primat Kitajske, po moje, bo na tem segmentu prisoten samo še letos. Gremo naprej. Tu pa je zdaj en prikaz
izplena raziskav na področju bakrene rude in pa stroškov samih raziskav. In ta vijolična krivulja sama za sebe, tu so stroški raziskav. Pomeni, v zadnjem desetletju je raziskovanje novih nahajališč bakra čisti minus. In se to ne pokrije niti po točko razno. Od tu ven smatram, da je to glavni faktor, ki pomeni, da cene bakra ne bodo padle, temveč sodi v ono kategorijo, ki sem prej že povedal, 20% letna rast. Še naprej, kljub strahovitim povečanjem v zadnjih letih, predvidevam, da za Božič bomo imeli ceno preko 5, ta trenutek je to nekje 4,5 po njihovih pounds, v dolarjih za pound, ne. Se pravi, cena bo absolutno preko 10,000 ameriških dolarjev za tono bakra, o tem nobenega dvoma in gremo dalje. Pri produkciji vidimo, da se tudi tile, ki vejo, da je v zadnjih letih cena strahovito porasla, zdaj bi lahko kovali dobičke, ampak to je zdaj top 10 producentov v svetu. Glejte, praktično nišče signifikantno ne uspe dvigniti več produkcije. Enostavno mati zemlja ponovno ne da, nima, ne gre. Ne. Z niklom je podobno in ta dvig, ki ga je uspela realizirati Indonezija, praktično edina v svetu, a že tak je market leader, je po možnosti tudi vse in naslednje leto bo ta produkcija enaka kot letos v tem plavem levem stolpcu. Cena bo visoka. Cena bo visoka zato, ker mi lahko imamo pri bateriji določene alternative samo med niklom in kobaltom, litij moramo imeti, da bi pa omrežje gnali, da bi torej bilo recimo 5000 polnilnic za električna vozila v Parizu, mora pa celi Pariz biti pod zemljo prepleten z bakrenimi žicami. Se pravi, baker bo tak ali tak zaradi razvejanosti, potrebe razvejanosti omrežja, vedno prisoten in bo vedno tu in se bo dražil naprej, pa tudi nikel. Pa tudi kobalt še pa posebej, zaradi tega, ker sem prej rekel, to ni več oligopolni, že postaja totalno monopolni trg, ker ves ta spodnji največja produkcija, ko ima Demokratična republika Kongo, vsa ta produkcija kobalta je v lasti Glencorja. Zdaj komentar praktično ni potreben, oni tu lahko manipulirajo s cenami na trgu, delajo svašta. Jaz sem povedal, da so presegli 67% delež v svetu kot ena edina firma in kontrolirajo praktično kompletno ta trg. Cena bo šla gor preko 30% letno. Litij tudi sodi med tisto, kar bo raslo preko 30% letno. Iz preprostega razloga, ker sem rekel, pri mnogih baterijskih konstrukcijah alternative sploh ni, ti lahko manipuliraš pa zamenjaš en element z drugim, ta litij pa potem enostavno nima substitucije. Ne. Mi imamo ogromno substitucijskih kombinacij, pa včasih lahko daš namesto bakra aluminij ali vice versa. Pa imamo v dizelskih motorjih kot katalizator platino, pa ko se pojavijo hibridi, imaš kot katalizator paladij, pa zaradi tega strahovito zrasla cena paladija. Ne. Pri litiju praktično ni alternative, ne, in še najmanj leto dni bo ta cena močno rasla naprej, zaradi tega, ker ta dvig, ki ga je uspela v zadnjem letu realizirati Avstralija, je tudi vse. Mislim, da iznad tega žal ne ošlo. Zlato, ljubi moji, koliko bi ljudje radi zdaj to kopali. Ne vem, če se ne pojavlja tista starodavna mrzlica, ko se je to po celem svetu izpiralo na roke, ne? Ampak ne gre. Ne? Spet vidimo, da ne gre. Sej iz 20, to so oranžni kvadratki. Na 21 se produkcija praktično ni dvignila. Kljub rasti cene se produkcija ni dvignila, a ambicija bi bila
Pa kdo ne bi delal profita, pa poprečna lastna polna cena ene unče zlata v produkciji je $1200, prodaja se pa danes, kot smo videli, po 1943. Se pravi, cela razlika od $743 je živi profit po eni unči, pa kdo to ne bi delal? To ne bi delal, ne gre, zemlja mati, zemlja nima več zlata, ni, robe ni. Pri srebru je analogna situacija, robe ni. In več ali manj jaz danes govorim samo o rudnikih srebra še v Mehiki, v Peruju, malo nekaj morda na Poljskem, pol pa v ostalih državah tu več ali manj je prisotno srebro kot neben produkt, se pravi kot stranski proizvod nečesa drugega. Ne? Se pravi, zato je tudi Čile tu na 4. mestu, ker to srebro, ki je tu najdeno, je bilo najdeno v rudnikih bakra kot stranski produkt. Ne? Vidimo, da iz 20 na 21 produkcije praktično vsi so se trudili povečati, ratalo jim ni, zemlja nima. In da se bližamo počasi zaključku, bom zdaj rekel nekaj po vprašanju, ki je rekel Peter uvodoma, kak jaz vidim ukrajinsko zgodbo. Torej, jaz je ne vidim kot bitko za dve regiji ali bitko za pravice ruskih manjšin v teh regijah. Vidim jo v kontekstu neke druge zgodbe, ki po moje je štartala že ob prvem navalu na te dve regiji. Se pravi, mi v bistvu vidimo, da se zahodni svet po tem istem vprašanju praktično skregal z Rusijo že leta 2014. Ne? In potem leta 2015, ko je bila 70. obletnica zmage nad fašizmom in tradicionalna parada Rdeče armade na Rdečem trgu v Moskvi, tam praktično ni bilo nikoga od zahodnih predstavnikov, bile pa so cele širne delegacije Kitajske. In na spletnih straneh Kremlja je še danes 32 projektov oziroma točk, kjer so precizirana sodelovanja med Rusijo in Kitajsko. Tam so tu določene mape izrisane. Tam se govora tudi o svilenih poteh, ena gre malo južneje in končala v Istanbulu. A te poti so blokirane, ki grejo severno. Kaj pomeni blokirane? Ne? To pomeni, da v osnovi lahko pridemo do tega, da v 5 do 7 letih Kitajci zgradijo supermoderno železnico iz Kitajske preko Rusije sem v Evropo. Tu ni nobenih ovir za to. Ne? Vprašanje je, kdo bo ta vlak spustil v Nemčijo. In preko Poljske, če gremo preko Belorusije gledati, potem naslednja pred Nemčijo je Poljska, preko Poljske brez volje Američanov najverjetneje ne bo šlo, ker če katera država v vzhodni Evropi trenutno ameriški zaveznik, pol je to Poljska. Robo pa bi trebalo v Evropo spraviti in nekdo, ki je tu bil lukav kot lisic, je to prav gotovo bil gospod Orban, ne? Ki ne bo dajal nobene podpore Ukrajini sedaj, ker si on potihem želi, da pravzaprav se celotna Ukrajina vrne pod dominacijo Rusije. To bi njemu tudi omogočilo, da kot sosed Ukrajine reče, to je to. Dajmo mi ta vlak, ki bo letel 500 km/h, pripeljati v Budimpešto, pa mu tu naredili Budimpešto razkladalni hub za celo ostalo Evropo, jaz, Viktor Orban, sem car. In jasno, ne, to so zadeve o svilenih poteh, o novih trgovskih poteh. Meni je žal, da se svet ne vsede skupaj pa razčisti najprej vprašanje teh trgovskih poti in enostavno razčisti, da pravzaprav je konstrukcijska ideja Kitajske in Rusije zdrava, da je takšen prevoz boljši kot z ladjami, hitrejši je, ekološko bolj čist, cenejši prevoz je,
potem omogoča tema dvema azijskima velesiloma, da malo razdelita svoje prebivalstvo, ne pa da ti trčiš v Rusiji nekje na mesto, kjer je 10 milijonov ljudi, pol pa 300 kilometrov ni nikoga. Ne. Se pravi, po celem azijskem prostoru bi ta železnica lahko razporedila prebivalstvo in to aktivno prebivalstvo, ki bi tu zaživelo s to železnico. Ta železnica v končni fazi, torej nekih 15.000 kilometrov lahko prevozi v neto 30 urah. Nobena ladja ne bo prišla v 2 dneh iz Kitajske v Evropo za časa našega življenja. Verjemte mi, da ne. Tisto, kar jaz vidim, da je narobe v celem konstrukciji ameriške politike, je pa dejstvo, da oni vedno potiho začnejo torkirati, ne ve se zakaj, ne. Nikoli ni teh resnih, odkritih, odprtih debat, ne, zakaj pa v končni fazi ne bi imeli tega, ne, pa zakaj to ne bi imeli, če zna koristiti svetu, ne, pa zakaj se gleda samo na koristi nekaterih držav, ne, in vse se vrača spet na trenutek, zakaj je že prejšnja ameriška administracija vdarila carinske tarife na kitajsko blago, pa zato, ker je Kitajska član WTO-ja in vseh mednarodnih trgovskih organizacij, a njeno valuto pa lahko v velikem obsegu kupiš samo na kitajskem. To so absurdi, ker dejstvo je, da bi vrednost juana morala krepko porasti, da se potem o nekih novih razmerjih na trgovinskih trgih v svetu za vse surovine, vse energente na novo pogovarjamo. Dokler je za en ameriški dolar možno dobiti 6,37 kitajskega juana, bom rekel, je to krepko preveč in je po mojem maksimum 1:5. Z ureditvijo tega bi pa tudi po moje ameriška stran postala malo bolj kooperativna pri urejanju vseh ostalih zadev, ne. Priporočal bi torej, da se pogleda spletne strani Kremlja, da se vidi, kaj je teh 32 dokumentov, kot 32 projektov, ki so bili podpisani 8. maja 2015. In sedanji spori so v bistvu spori za te silne milijarde. Pazite, nikoga ni briga za narod. To, da si nekdo govori po televiziji, lahko meni govori, koliko hoče. Ne. Ko nekdo aktivira celo armado, njega boli 150 milijard. Ne. Govorimo o biznisu. Biznis, ko je nekomu moten, on se oglasi, prej se ne bo oglasil. Ne. In v tem kontekstu bom zdaj še rekel, kje je ena velika prednost Elementuma, ne. Konkretno v samem meni, ne, jaz v osnovi tudi v enem od vodilnih svetovnih think tankov imam dobre odnose z njimi in oni po določenih vprašanjih seveda izražajo tudi svoja stališča in če jih jaz dobim toliko prej, potem tudi toliko prej vidim, kam svet taco moli. Še posebej je to važno, če republikanska stran na jesenskih volitvah v Ameriki ponovno prevzame senat in kongres, česar se osebno nadejam, ker slabše, kot so trenutno razmere, si skoraj ne znam predstavljati, ker se to poslabšuje iz tedna v teden, namesto da bi se nekaj reševalo. Ne. In to so mi poslali v bistvu eno obvestilo, da oni pri razreševanju logističnih muk tega sveta, sploh pa ameriških, so torej predlagali ukinitev PCT pogoja v logistični industriji in to so predlagali že septembra. Ta mail imam od septembra, jaz to nisem želel kazati kar takoj, mi bi to na moji prezentaciji že 19. oktobra, ko je bila na GZS, lahko pokazali. Hočem pa povedati, da je njihov koncept zdrav in je dober. Napačen je Bidenov koncept, kjer je Biden forsiral, da se v ameriška pristanišča uvede 3. smena in naj delajo 24 ur na dan. Pa se smislim, pa to je spet eno nepoznavanje stvarnosti. Že težko pelješ 2 smeni, ker ti manjka ladij, manjka ti kontejnerov, prvenstveno pa ti manjka ljudi. In pristaniških delavcev in razkladalnih delavcev, tovornjakarov, vse manjka.
In ti zdaj v obdobju, ko vse manjka, hočeš rešiti zadevo na način, da boš uvedel tretjo smeno. Pa kdo ti bo delal to tretjo smeno? In seveda, ker je vztrajal na svojem, ni rešil problema in se s problemom ukvarjamo še vedno. Ni pa do teh zamaškov prišlo zaradi pomanjkanja premoga na Kitajskem, če ravno je res, da imata Kitajska in Indija 2/3 produkcije vsega štroma še vedno iz termoelektrarn. Ma glejte, nikomu v zadnjem trenutku ne zmanjka nečesa. Vidi se ti, da ti zaloga gre proti koncu, to vidiš že zadnji mesec, preden se ti to zgodi. Moram reči, dajte na zemljevidu pogledati, kje je rudnik Elga v Rusiji, no, in malo nad Kitajsko, tam čisto na vzhodni strani, kjer sta direktno mejita Kitajska in Rusija. Tam je Ajkul Amur, ne. In proti regiji Irkutsk pelje železnica do mesta Bajkal. Zdaj je to i Bajkalsko jezero. In tam blizu Bajkalskega jezera je ta rudnik Elga. Rusija je Kitajski pravočasno v lanskem letu povečala dostavne količine plina za več kot 400% in enako velja tudi za premog. In premoga merila Rusija toliko viška, da so interventno s tem premogom iz Elge servisirali tudi Veliko Britanijo celo. Se pravi, da v bistvu govoriti z kitajske strani nismo imeli premoga, je bajka, to je pravljica. Vi morate vedeti, da premog praktično osiguran, ne? Saj že dan danes in v zadnjih letih obstajajo konkretna vlaganja Kitajske v železniško infrastrukturo Rusije. To pomeni, da v to železniško progo, konkretno Amur-Bajkal, je Kitajska vložila 10 milijard dolarjev svojega denarja. Ne? V tem kontekstu bi jaz rekel, da nekaj malega, upam, da o tej problematiki vemo več, ne? Da seveda nismo iluzionisti, da vedno razmišljamo v smeri, kje se največji biznis dela in kje bi lahko bil ta biznis moten, ne? In po domače povedano, če bi nekdo držal Ukrajino v svojih rokah, potem od Šanghaja do Budimpešte ni nobenih ovir, da vlak pripelje z brzino 500 km/h. Pika. Tu bi, na tej piki bi končal, ne, bi vrnil besedo mojima kolegoma, Bogdanu, reci. Ja, Boris, hvala lepa in tudi hvala lepa vsem, ki so se danes prijavili. Zdaj, v vsakem tovrstnem webinarju seveda so lahko tudi razprave, diskusije, včasih sicer omejene, ampak vendarle, če ima kdo izmed udeležencev kakršnokoli vprašanje, bomo zelo hvaležni. Tako da moja spodbuda k temu, da mogoče odpremo kakšno razpravo. Boris je tukaj v tem relativno res kratkem času povzel ključne dogodke, ne, v zadnjem letu oziroma sploh zdaj aktualno v povezavi z geostrateškim in političnim pa tudi surovinskim delom, ne bom rekel, da je surovinska vojna že eno leto tukaj tudi nenazadnje v ozadju prisotna. Pa vendarle, v Elementumu si dejansko prizadevamo tudi s tovrstnimi strokovnimi webinarji in tudi širše gledano že 15 let. Direktor Peter Slapšak tukaj vodi to podjetje skupaj z nami, z ekipo. Prizadevamo biti tudi malo kritični do nekaterih razmer, seveda tudi informativni v prvi vrsti iz prve roke. Nenazadnje tudi v Nemčiji, kjer je uprava, so naši sodelavci povezani z dobrimi informacijami, tudi predavateljsko na kraljevih akademijah in tako naprej. Tako da želimo dejansko znotraj tudi Nemške gospodarske zbornice in pa tudi širše v kontekstu, tudi udeleženci so verjetno iz drugih članskih zbornic, pripraviti poslovne in pa tudi strokovne rešitve za vhodne surovine,
ki so današnja tudi tema. Del teh stvari je vidnih na naši spletni strani, ki je tudi v podpisu te PowerPoint prezentacije, se pravi surovine.elementum.si, kjer je tudi nabor teh 35 elementov in pa tudi nenazadnje čisto tehničen obrazec, kjer lahko postavite tudi neposredno nam vprašanja. Tako da pač odpiram mogoče vprašanje, diskusijo za direktorja, tudi mogoče kakšno vprašanje, on spremlja dosti makroekonomsko področje, na področju seveda sprememb cen plemenitih kovin, kjer smo tudi specialisti, in poslovne rešitve, ki grejo v to smer, grejo tudi v smislu pač poslovnih rešitev za podjetje, zakladništvo, potem nagrajevanje in pa seveda tudi varčevanje za zaposlene. Ampak kot že rečeno, današnja tema je surovine. Jaz bi sam to še dodal, da nišče drugi nam ni kriv. Krasno je Peter napisal, kdor hoče najde pot, kdor noče najde izgovor. Tudi mi smo vedeli, kako je z zalogami nafte, plina in ostalih energentov že zdavnaj prej. Imate Interfax Reports iz maja 2021, da je stanje v spremnikih plina v Evropi na nivoju 35%. Normalno za maj mesec takrat bi moralo biti preko 53. Koliko je to zaostanek, če dejansko torej bilo 35? Pa takrat nišče ni interventno reagiral, da postavi vsaj na nivo 53. In sve, ko si enkrat zadaj, potem to strašno težko dohajaš. Cena raste in vedno težje dohajaš. In vedno manj je proste robe na trgu in vedno večjo muko imaš to napolniti. Nemčija sicer ima ogromno podzemnih skladišč za plin, ampak pravim, zalog nimamo, po lastni krivdi. Mi iz otroštva vemo, da smo si takrat premog pravi čas pred zimo nabavili, pa tudi zdaj vsak si pred bajto, za svojo bajto si poskrbi pred zimo to zgodbo. Evropa kot Evropa, pa si pred zimo ne poskrbi za svoje energente, pa to dol padeš, ker ne moreš verjeti. Ja, Z nami še, mislim, da je 64 udeležencev, kolegov. Zdaj, če ni nobenih vprašanj, bi se jaz zahvalil tudi za organizacijo in za pač tehnični in pa tudi strokovni suport Nemški gospodarski zbornici, konkretno Barbara Šivic. Vsem udeležencem se toplo priporočamo za vprašanja, ki jih lahko postavite naknadno. Bi pa seveda tudi poudaril, da ni to bombonček, ampak tudi vprašanje gospe Barbare je bilo, če mislimo, kaj ekstra ponuditi udeležencem. Seveda, tako kot vedno, se je treba pač spoznati v živo. Mislim, da zdaj korona čas je zaključen. In vsekakor bomo zelo veseli, kot že rečeno, vaših pobud za srečanje. Se pravi, vprašanja bomo odgovorili, če bojo postavljene tudi preko te aplikacije na e-strani oziroma tudi konkretno name bogdan.kukovec@elementum.si ali pa boris.gerjovič@elementum.si ali pa na direktorja peter.slapšak@elementum.si. Tako da z velikim veseljem se odzovemo takoj, čas je denar in pa tudi razmere so temu ustrezne. Tako da z popotnico v novi dan si želim, da ga imamo čim bolj mirnega in pa seveda spremembe so naša stalnica. Naš slogan zagotovo več je nekako tudi lahko spodbuda za naše skupno sodelovanje. Tako da najlepša hvala in lep in miren dan voščim še naprej. Hvala, srečno. Srečno.